To je to. Jaz mislim, da sva ready. Jaz sprejmem to tvoje mišljenje. Super, krasno. Ej, Jakob, dobrodošel v Moravčah. Hvala. Tretjič sva ugotovila, ne, si se pripel. Po moje, tretjič, četrtič nekaj takega. Ja, v naše kraje. Zdaj ti si pisatelj, glasbenik, profesor angleščine in poznavalec slovanske mitologije. Med drugim, pa še kaj bi se najdel. Zdaj, tega je malo preveč, ne, da bi vse midva strala v en pogovor. Pa dajva se, tako kot so se že predhodno malo pomenila, dajva se posvetiti pisateljevanju, pa slovanski mitologiji, pa tvoji trilogiji knjig, Skrivnost srži, ki jih imamo tam zadaj, tako lično postavljene. Pa mi, čisto za začetek, pa za ustvarjanje enega konteksta povej, odkje je te fascinacija za slovansko mitologijo, oziroma mitologijo na splošno, ker verjamem, da nisi sam slovanski mitologiji prišel naproti, ampak si se dotaknil marsikatere druge tudi, ne. Ja, začelo se je vse z grško mitologijo, pač se verjetno se spomniš Ksena, pa Herkules, pa to. To sem zelo rad gledal v svojih mladih letih in moji starši so to videli, da me te stvari navdušujejo in so to vzpodbujali. Spomnim se, ko smo imeli neko tako ful debelo rdečo knjigo z naslovom, kaj so že najlepše antične pripovedke, meni se zdi nekaj tacga. In noter so bili vsi ti grški miti in sem je začel pač to brati in sem pač ugotovil, da mi to res ful leži, mi je stvar, pač ves čas sem bral o nekih teh herojskih bitkah in tako naprej, mislim, kjer ga fanta mladega to ne bi fasciniralo. Pa sem pa začel odkrivati še druge mitologije, recimo pač nordijska je bila pol tudi mogoče preglasbe malo, ker sem začel metal poslušati in določene podzvrsti metal glasbe zelo veliko navdiha črpajo iz nordijske mitologije in sem začel brati o Thoru in o Odinu in tako naprej in mi je to še boljš ratal. In sem se pa začel spraševati, ampak kaj pa mi kaj imamo, ker dejansko v šoli smo omenili pri krstu pri Savici, recimo, kar se dogaja v teh slovanskih časih, pa mogoče pod svobodnim soncem je tudi ena tako slovensko delo, ki se dotika slovanske mitologije, ampak to je bilo pa vse, to smo zelo tako na hiter čez dali ta aspekt, nikoli se nismo kaj preveč poglabljali. In zato sem pač jaz vedel sem, da nekaj obstaja nekje, ampak da je vse tako malo skrito, pa da o tem ne govorimo zares, pa se ne učimo, pa se ne pogovarjamo in sem začel to jaz raziskovati sam in sem ugotovil, da je pač v bistvu zelo bogata stvar to, da je veliko stvari, veliko zelo zanimivih in iz tukaj izvira v bistvu ta fascinacija, se mi zdi. So pa pač se mi zdi, da ta mitologija je tako zanimiva zato, ker v bistvu mi nekaj črpamo iz nje, ki je ful nezavedno, ker to smo pač mi ustvarjali v nekem pač bolj preprostem času, ki nismo razumeli sveta okrog nas in smo si ga morali na nek način razložiti in smo si ga pač s temi miti razlagali. In zaradi tega se mi zdi, da se zelo nečesa tako prvinskega v nas dotika. In to je neka stvar, ki se meni zdi, da jo je fajn malo negovati, pač nek ta svoj notranji prvinski del, ki je povezan, mogoče malo tudi bolj z naravo in tako naprej. No. Mi nismo imeli Homerja, ne, da bi to zelo sistematično povzel, pa to ni toliko orang dokumentiran. Ne. To je v bistvu en največjih problemov, ker skoraj nič ni teh virov iz prve roke v slovanski mitologiji. Problem je tudi, da kasneje seveda, ko je krščanska vera k nam prišla,
pač niso bili kaj preveč naklonjeni tem starim bogovom in mitom in tako naprej in so to pač seveda skušali zatreti. Pol so ugotovili, da mogoče to ne deluje glih najbolj, ker so se ljudje zelo tega oklepali in so pač dali mečkan svojo preobleko tem mitom. Se to načeloma je po svetu že tako zelo znana stvar, ne vem, Velika noč, ki je bil največji poganski praznik v Evropi takrat in so ga pa v bistvu zapakirali v neko krščansko preobleko. Tudi pri nas se je to dogajalo, tako da potem, čeprav so te krščanski miti potem zakrili te naše izvirne, se je pa tudi veliko skozi to krščansko preobleko ohranil. In zdaj zelo veliko tega znanja, ki ga mi imamo, je neka rekonstrukcija iz teh krščansko preoblečenih zgodb, ki so potem to znanstveniki, razni učenjaki preučevali in so v bistvu iz tega rekonstruirali, kakšni naj bi bili te miti pred tem. Tako da iz prve roke, tako kot je bilo, pa nikoli ni bilo žal zapisano in zaradi tega imamo mal problem s tem zdaj nekim res pristnim izročilom slovanskim. Tako da mogoče je tudi to, kot nordijska mitologija, recimo, oni so vse imeli svoje rune, veliko je bilo tudi en zelo znan primer, ki je prišel nek Arabec k njim in je pač zapisal njihove mite in tako naprej iz svoje perspektive. Pri nas pa res ni bilo nič tazga. No. Tako da mogoče kakšna stvar se je ohranila malo skozi oči ljudi, ki so hoteli to zatreti. Tako da pač žal je, rabili bi enega Homerja. Pa si se kar namatral, da si prišel do te zasnove za svoje avtorsko delo. Oziroma, tako, daj mi, kako bi predstavil ti Skrivnost srži, se pravi, te 3 knjige nekomu, ki za to ne ve. Skrivnost srži je v bistvu trilogija fantazijskih romanov, se pravi v stilu Gospodarja prstanov, Hobita, Harry Potter recimo, ki pa temelji na neki slovanski mitologiji. Zdaj, ni to neka poustvaritev slovanske mitologije, nekega tega slovanskega sveta, ampak tako kot je pač recimo Tolkien pri Gospodarju prstanov črpal iz neke nordijske mitologije ali pa iz anglosaške pa keltske mitologije, sem jaz probal iz slovanske mitologije, tako da nimamo pač teh standardnih, ne vem, vilinov, pa škratov, pa orkov in tako naprej, ampak imamo bolj naše, se pravi neke kresnike, ne vem, krivopete, zlatoroge. Zlatoroga lahko tudi na naslovnici vidite. Ja. To je pa 3. del, ne? Tako, ne, oziroma vsi imajo zlatoroge. Ja. Sam pri zadnjem je šel na 2 nogi. Ja, zmeraj bolj je napredoval. Tako je. Kaj je pa jedro, srž te zgodbe, ki si jo zapakiral v te 3 knjige? Zdaj, glede na to, da je naslov Skrivnost srži, lahko pač kar par besed rečemo tudi o tej srži. To je pač nek sicer koncept, ki sem si ga jaz zmislil, ki ni slovansko originalen, ampak ta srž v mojih knjigah je kot neka druga beseda za v bistvu za čarovnijo, za magijo. In osrednja tema teh mojih knjig je ta boj oziroma nasprotovanje med nekim svetom magije, svetom čarovnije, se pravi nekim starim svetom in neko tehnologijo in napredkom. V bistvu, kako si ta 2 pola nasprotujeta, ampak sem probal to predstaviti na zelo tak, ne na nek črno-bel način, no. Da so prednosti in slabosti obeh strani. In mogoče malo to raziskujem skozi Skrivnost srži. Tako da se mi zdi, da je to bistvo. Ker pa se mi zdi, da je tudi zelo tako, ne vem, stvar, s katero se lahko zdaj poistovetimo. Zelo, imamo pač zelo veliko neke tehnologije in na drugi strani pač skušamo ostati v stiku z neko naravo,
Tako da to je bistvo tega. Ja, in kaj se ti je najprej porodil? Tako, si imel konkretne like v štartu v glavi, ali svet, ali si kotalil posebej tisti nek občutek, ki si ga želel spraviti na papir? Najprej je bila pač neka ta splošna ideja, da bi sploh se tega lotil, ker zelo podobno, kot smo prej se pogovarjala glede slovanske mitologije, je tudi ta žanr fantazije v Sloveniji tako mal zapostavljen. Večinoma ga kar jemljajo kot neko stvar za otroke, nič tacga zdaj, da bi pač neki resni ljudje to brali. In meni je bilo to zmeraj zelo škoda, ker če zdaj pogledamo malo po svetu, ne vem, vsi neki ti najbolj uspešni filmi, najbolj uspešne serije, zelo velikih je v tem žanru, v fantazijskem žanru, pri nas se pa tega kar tako malo tepamo. Meni je bilo pa to zmeraj všeč, pač Gospodarja prstanov sem bral in gledal filme, Harryja Potterja isto, in potem sem pač raziskoval še druge stvari in sem pač cel ta žanr odkril in spet sem se pač začel spraševati, zakaj mi tega nimamo pri nas. Tako da sem si pol zaželil, da pač mogoče jaz, ker sem imel, ne vem, zmer nek ta talent za pisanje, da bi mogoče jaz kaj tacga ustvaril, da bi pač imel v Sloveniji. Tako da to zelo, zelo daleč nazaj sega, že pač preden sem bil na gimnaziji, v bistvu sem o tem razmišljal in je pol zelo dolgo trajalo, da sem dejansko to tudi na nek način uresničil. Tako da to je bila ta prva stvar, ki se je porodila. Potem sem pa začel počasi najprej zgodbo snovati, pa če ne par takih zapletov, takih twistov sem si ustvaril, ki sem jih hotel noto vključiti. Potem sem začel malo raziskovati to slovansko mitologijo in sem iz nje pač začel ustvarjati nek ta svet in potem počasi so prišli še liki, ki so pač začeli potem živeti te zgodbe v tem svetu. A to si imel polepljen, tako cele sobane s temi listki, pa se prekrižen, pa povezan, tako kot vidimo v filmih. Rdeče nitke. Ni bilo. Vse v blokcu. Nek zvezek, se ga imam še kar spravljenega, pač sem noter si zapisoval te stvari in pač nek zemljevid sem si tudi narisal noter, te izmišljene sončne dežele, ker se to vse dogaja. In večino stvari sem pa naredil pač kar v svoji glavi, drugače, ker jaz zelo rad tako hodim na neke sprehode v naravo in takrat pa si v glavi te stvari planiram in probam, ker si enkrat v temu ni glih težko držati tega v glavi, pač nekega tega sveta, čeprav je v bistvu zelo velik, pa je zelo veliko nekih podatkov noter. Ampak če si v temu je v redu, pa če ti je to fajn, je v redu. Tako da ne vem, nisem rabo za res teh nekih sten polepljenih in tako naprej. Aha, se pravi world building, grajenje svetov je pretežno nastal tekom sprehodu. Zelo veliko, pač ker kje pa boš dobil navdih za te stvari, kot v neki naravi, in malo tako samoti. To je meni zelo ustrezalo. Kaj pa knjige, miti, avtori, ki so oblikovali recimo tvoje razmišljanje o pisanju ali pa konkretno pisanje? Zdaj seveda omenil sem že Gospodarja prstanov, tam se je vse začelo, se ponavadi pri vseh ljubiteljih fantazije se začne tam skoraj, nočem zdaj posploševati. Tako da to, potem Gospodar prstanov, J.K. Rowling, to je bila pač zelo velika stvar, ko sem jaz odraščal, sem pač v bistvu rastel gor s tem Harryjem Potterjem, dokler nisem prišel pol do teh let, ko sem pač mislil, da sem preveč cool za to in pol sem pogruntal, da v bistvu ne, da je to zgrešeno razmišljanje in sem šel nazaj k temu. Hudo. Potem sem pa začel pač odkrivati majčkeno bolj nišne avtorje, še ki niso toliko splošno znani, mislim, zdaj zmeraj bolj, ampak recimo, mogoče enka je še zelo znan, je bil seveda George R.R. Martin, potem z Igro prestolov, to je bila tudi kar pomembna, je bil kar pomemben navdih, ko sem bral te knjige in pol kasneje, ko so še serijo naredili. Potem pa recimo Brandon Sanderson, Joe Abercrombie, take pač
zdaj neka imena, ki jih poznajo več ali manj ljubitelji fantazije, ampak niso tako nekako splošno znana. No. Koliko je pa dejanskega izhajanja iz teh slovanskih virov, oziroma virov mitologije, pa koliko je domišljijskega? Tako, če bi dal na tehtanco. To moram zelo poudariti, da zdaj, se sem že prej omenil, ampak pač te moje knjige, to ni neka 100% poustvaritev oziroma ni pač ta slovanski svet, v katerega so oni verjeli, ker dostkrat imamo neke ljudi pol, ki so zelo tako, pa še ampak to v bistvu ni bilo tako. Ampak pač tako da zelo velik del tega je moj in iz teh slovanskih mitov v bistvu jemlje samo nek navdih. So bitja iz slovanske mitologije noter, recimo, ne vem, Zlatorog je najbolj prominenten. Zato sem to vprašal, kateri izstopajo. Zlatorog. Je pa tako, da neke zgodbe so pa potem moje, mogoče je kdaj kakšen, kot se temu reče, easter egg za kakšno slovansko zgodbo. Recimo zgodba o nastanku Blejskega jezera je tako zelo na moj način noter zapakirana, čeprav se ne dogaja stvar v Sloveniji na Bledu in tako naprej, ampak so neki elementi, ki se jih da najdati, ampak je pa tako, bi rekel, da zares slovansko-mitoloških stvari je tako 20%, ostalo je pa domišljija, moja domišljija zelo pod vplivom slovanske mitologije. No. Kako pa recimo bi predstavil ta slovanski panteon nekomu, ki sploh ne ve, kaj je to? Zdaj, kot sem že rekel, imamo pač to nesrečo, da ni nekih prvoročnih virov, tako da veliko stvari je poustvarjenih in ne moramo zares vedeti, a so 100% bile take, kakor so, ampak so pač te educated guesses. Jaz se vidi, da sem anglista, ker pač se mi spomnim, da je kakšnih besed sploh profesor angleščine. Profesionalna deformacija. Ampak imamo pa pač te osnovne bogove, se verjeten, ne vem, za kakšnega Peruna so že vsi več ali manj slišali, potem za boginjo Živo, tudi mogoče zaradi krsta pri Savici, potem imamo Svaroga, Morano, recimo boginjo smrti. Tako da se mi zdi, da te naši bogovi še majčkam bolj povezani z naravo pa z naravnimi silami, kakor pa bogovi iz kakšnega drugega panteona. Zdaj recimo imaš, kot smo rekli, grške pa rimske bogove, ki več ali manj so zelo vpeti v neko to družbo starogrško in starorimsko in se pač s tem ukvarjajo in z nekimi medsebojnimi odnosi in dramami in umori in raznimi prevarami in tako naprej. Potem so nordijski bogovi, ki so zelo tesno povezani z neko vojno pa to. Pač imamo Tora s svojim kladivom in potem Odina, ki je pač tudi zelo tako povezan z vojno in mogoče z nekimi magičnimi silami zdaj. Naši slovanski so pa res najbolj tesno povezani z naravo, pa z naravnimi silami. Pa ciklično pojavnost. To je tudi zelo pogosto, pač ta cikličnost. Sploh to prehajanje med zimo pa med poletjem. To je zelo, zelo pogosta tema v teh zgodbah v slovanski mitologiji. Tako da, ko sem to raziskoval, tudi je bilo že kar, pač, je bil to ta peti bog, ki je bil povezan s tem ciklom, sem bil kar tako, lahko kaj novega še imamo, ne samo vse ta cikl. Ampak to je bila stvar, ki je bila njim zelo pomembna, ker v bistvu so zaradi nje preživeli. In tako da je bilo to zelo pomembno za njih. Tako da se mi zdi, da potem se razlikuje. Imamo potem pa bogove, kot Perun, ki sem ga že omenil, je v bistvu zelo soroden nordijskemu Toru. Zdaj on nima kladiva, ampak ima sekiro, ampak sta oba povezana z gromom in bliskom in imata pač neko določeno povezavo z vojno. Tako da so tudi druge stvari zraven, ampak večinoma je pa pač ta narava in te cikli, to je res zakoreninjeno v ta naš panteon.
Se pravi, tukaj je tudi pol eno posebno mesto te slovanske mitologije, Ja, na se mi zdi, splošno med mitologijami potem, sveta. Ne? da potem izstopa iz ostalih mitologij. Zakaj se ti zdi pomembno, da jo ohranjamo in reinterpretiramo? Mogoče zaradi tega, ker sem tudi že prej malo nakazal, ker izvira iz nečesa zelo, zelo prvinskega v nas. In to je pač del nas, tudi kot sem rekel, pač zelo je povezana z naravo in nam pomaga ohranjati neko to našo povezanost z naravo, mogoče tudi malo naše identitete zraven, če greva v to smer. Zdaj mogoče nam bi lahko dala nek narodni ponos. Tako da ja, to predvsem se mi zdi, da je to razlog. Da smo pač v stiku s samimi sabo, z nečesa, kar res pač izvira iz daleč nazaj in je tako pač zelo, zelo povezano z našo identiteto. Zato se mi zdi, da bi bilo, tudi trudim recimo, da bi ljudje več tega vedeli in bi bili bolj povezani s tem. No. Ja, pa od teh poznanih avtorjev, neki si jih tudi že naštel, a kdo omenja slovansko mitologijo tako? Zdaj recimo Tolkien ima nekaj elementov. Ja, kaj zelo poudarjeno ne, verjetno. Ne, zelo poudarjeno ne, ampak recimo, če že pogledamo en teh glavnih junakov, Boromir, ima zelo tako slovansko zveneče ime, recimo. Potem najbolj se mi zdi, da mogoče najbolj očitna povezava je z nekim čarovnikom v tem svetu, ki mu je ime Radegast in v bistvu Radegost je pa pač nek slovanski bog. Zdaj v Sloveniji ga sicer nismo imeli, v Sloveniji smo imeli enega, ki se je imenoval Jarilo in je pol počas se spremenil tega zelenega Jurija, ki ga še danes proslavljajo v Beli krajini. Je imel v bistvu, se mi zdi, da je ta Radegast je bil tam, zdaj nočem reči, da ne bom narobe povedal, ampak tam Poljska, Češka, Slovaška, v tistih koncih je njihova regionalna varianta tega našega Jarila, katerega vloga je bila pač to, da je pregnal zimo in pač prinesel pomlad, to, kar sva rekla, pač ta cikličnost. In Tolkien je pač enemu svojemu čarovniku, ki je pač povezan z naravo in z živalmi predvsem, je pač dal ime, recimo, Radegast. Tako da to je kar neposredna povezava, ampak ni pa veliko tega. No. Večinoma Tolkien je črpal, kot sem rekel, že iz neke keltske pa iz nordijske. Ja. Kaj pa, prej sva rekla, da gre v veliki meri za fantazijo, ne? Pa malo si omenil stanje fantazijsko oziroma pisanje fantazije pri nas. Koliko je pa zate to pomemben na splošno pri pisanju, da ti domišljija dela v vse možne smeri? Ja, meni se zdi, da čeprav se nekako še kar v Sloveniji jemljemo fantazijo z neko rezervo, ampak kar razmišljam, se mi zdi, da skoraj vsaka stvar, ki jo ti napišeš, skoraj vsak zdaj žanr ali pa tudi ne žanrske stvari, so v bistvu do določene mere fantazija, se pač razen, če piše zdaj neko zelo, zelo ne vem, faktualno biografijo ali pa kaj tazga. Ampak vsaka stvar ima pač vse to, pač za stilsko malo stvari prirediti. Ampak drugače, vsaka stvar, ki jo pišeš, ima določen nivo fantazije. Tako da ne vem, zakaj bi se zdaj upiral nečemu, ki ta nivo fantazije samo pač da gor, ne vem, da up to 11. In zaradi tega je meni to zelo pomembno, no, ker se mi zdi, da pač kakorkoli ti ustvarjaš, zmeraj bo to do določene mere neka domišljijska stvar. In jaz se pač samo skušam tega bolj skušam to sprejeti in uporabljati, kot pa pač nekdo, ki piše zdaj neko stvar, ki se sicer dogaja v resničnem svetu, ampak je še kar v bistvu fantazijska, ker je izmišljena.
Ne vem, sem odgovoril. Ne, slovenski fantaziji oziroma žanr, fantazije, a manjka pol, bi lahko rekel, neke drznosti. Se mi zdi, da predvsem ne, da žanru samo ne manjka drznosti. No, to se mi ne zdi drugače, ker avtorji se trudijo in imamo tudi zelo veliko dobrih fantazijskih del pri nas, ki jih pa skoraj noben ne pozna. Tako da se mi zdi, da niso tukaj avtorji problem, pa niso dela sama problem, ampak je načeloma, ne vem, kombinacija neke slovenske mentalitete, to, kar sem rekel, da nasplošno jemljajo fantazijo kot nekaj pač manj vrednega, nekaj za otroke, nekaj, kar pač delajo ljudje, ki niso neki zdaj resni odrasli z resnimi službami in tako naprej. Pa mogoče malo tega, da tudi založbe se tudi malo držijo oziroma ravnajo po tej slovenski mentaliteti. Zdaj nočem delati krivice nobeni založbi, ker so se stvari zdaj začele odpirati zelo v zadnjih parih letih. So začeli to malo, ne vem, ugotavljati, da dejansko to je stvar, ki na svetu je zelo popularna. Zdaj recimo zadnji trend je romantasy. To je pač eden najbolj popularnih žanrov na svetu zdaj. V slovenščini, pač od slovenske avtorice imamo eno knjigo romantasy zaenkrat. Kaj to so romantični romani? Ja, to je v bistvu kot ponavadi imaš nekega... Ali kot serija, kako? Ne, pač romantasy kot, da sta glavna elementa tega dela pač neka ljubezen, pač, ki se dogaja v nekem fantazijskem svetu. Se zdaj pač imam tudi, ne vem, v Gospodarju prstanov so neki elementi ljubezni, ampak pri tem romantasiju je pa pač to prav osrednji del. Ponavadi je tako, da je pač nek moški, ki je pač neke, ne vem, magične rase, nek vilinec ali pa volkodlak ali pa karkoli, in potem pač neko žensko, ki za njim hrepeni in potem pač ponavadi zaradi nečesa ne morata biti skupaj in tako naprej pač. In to je zdaj ful popularna stvar. Pa nas praviš, da ena avtorica bolj kot ne, zaenkrat. Ampak se pa počasi te stvari spreminjajo in odpirajo. Tako da jaz moram tudi reči, da takrat, ko sem jaz izdal svoji prvi 2 knjigi, ob istem času Približanje izdala svojo knjigo tudi še ena zelo dobra slovenska avtorica, Julija Lukovnjak, Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa je naslov, pač njeni knjigi, zdaj so tudi že 3 zunaj. In takrat se mi zdi, da se je začelo to malo odpirati. Od takrat naprej sem pol jaz opazil, da zmeraj več založb izdaja tudi te stvari. Ja. Tako da zdaj gre dosti na boljše. Ja. Kdaj je bila tvoja prva izdana? Prva je bila 2021, se mi zdi. Ne me zdaj, za besedo drži. Se pravi, si bil kar priden, ne? Zdaj smo 2026 in so 3 deli zunaj, ne? Ja. A je bilo mišljen še več? Ne, v bistvu je bilo mišljen manj, ker prvi 2 knjigi sta bila v bistvu napisani kot ena knjiga in potem je založba pri Primusu so rekli, to je predolgo, jo bomo dali na 2 dela, tako da nisem tako priden, kot zdaj misliš, da sem, ker sem to bi bilo takrat že napisan in sta pol skoraj en za drugmu ven prišla in pol je trajal še 5 let, da sem napisal ta 3, tako da pač je kar trajal, no. Ja. Ker sem malo bral tudi reviewje pa to in so zelo, zelo dobri. Načeloma so ljudje kar sprejeli. Sem imel malo treme, če jim bo všeč ali ne, mislim, se še zdaj jo imam. Lik zaradi tega, ker so se pogovarjali. Ampak so kar načeloma so zelo dobri odzivi in tako da jaz sem zelo zadovoljen. Pol boš nadaljeval s tem, verjetno imaš v načrtu še marsikaj, ne? Sicer ta trilogija je zdaj zaključena, ta zgodba se zaključi s 3. delom, ampak pišem zdaj že neko novo zadevo, ki pa upam, da bo... Pa bo tu črpala ven iz slovanske mitologije? To je pa ena stvar, ki sem jo tudi hotel omeniti v bistvu, pa sem jo prej pozabil, kljub temu, da mi je ta slovanska mitologija zelo veliko navdiha dala za te knjige, me je pa tudi na nek način malo omejevala, ker še kar sem imel pač ta občutek, da zdaj moram nekaj, da vsaka stvar mora temeljiti na tej slovanski mitologiji
In si pol nisem dal nisem spustil svoje domišljije čist zvajati. Tako da zdaj si želim to narediti, to novo stvarjo, ki jo zdaj pišem, bom probal to narediti, da bom čist. Se pravi, bo ta fantazija zdaj nagovarjala drugačne teme. Ja, sigurno. Mislim, se mi zdi, da vsaka stvar, tudi recimo, če pogledamo te 3 knjige, se imajo neko osrednjo temo, ampak ima vsaka tudi mal gre v svojo smer, pa ima mal kakšne druge teme, ki jih nagovarja, tako da ne vem, se mi zdi, da je toliko stvari in toliko tem na svetu za raziskati, da je brez veze se zdaj omejevati samo na eno. Pa si se malo samo osvobodil na ta način. Tako da se zelo komaj čakam, da vidim, kaj mi rad. Da mi povej, kako pa izgleda tvoj ustvarjalen proces? Kako se lotevaš pisanja? Jaz sem imel eno tako izkušnjo s pisanjem, vem, da to ni iz danes na jutar, ali pa bom pisal zdaj 2 urce, pa pol naslednji teden ne 2, pa tako do konca leta pa bo neki ratal, ampak moraš biti kar konsistenten pa discipliniran, bi rekel. Ja, res je. Da mi ti povej, kako se s tem bodeš. Na sprehode hodim, tako kasneje. Moj proces je bil zelo to. Dobiš ideje, ampak poleg je pa treba zapisati. A imaš diktafonček sabo? Ne, v glavi si vse. Pri meni vse v glavi deluje. Ampak moj proces je dejansko tako v večini tako zgledal, da sem pa šel na nek sprehod in sem si vmes planiral, kaj bom zdaj napisal in kaj še moram napisati in kako bo to vse zgledal. In potem, ko sem si ustvaril to v glavi, sem počasi prišel iz sprehoda in sem pač začel pisati. Zmeraj sem šel pač prebrati še ene par strani za nazaj. Pred sprehodom ali po? Ne, po sprehodu. Okay. Da sem padel pol v to pisanje noter in potem sem pač pisal naprej. Tako da ti sprehodi so itak meni so zelo pomemben del mojega življenja, tako da sem pač upel potem to ustvarjanje noter te sprehode in to se mi zdi, da je kar delovalo. In koliko časa pol pišeš? Običajno? Čisto odvisno. Čisto od inspiracije trenutne. Odvisno, koliko je ura. A ne pišeš vedno v isti uri? Ne. Nimam neke rutine. Si vendarle profesor, ne? In ti to ne dovoljuje. Moje življenje je zelo razburkano in divje zaradi tega. Tako da A te nasplošno, verjetno te, pisanje pa proces ustvarjanja kakršnega koli že polni, ampak te daj tudi tako malo izčrpava ali pa ti ne da mogoče tizga, ki bi si želel, a veš, pridejo tudi taki momenti. Pridejo taki momenti, Misliš, ko si rečeš, kaj je zdaj to, klele neki, se matram. Nasplošno se mi zdi, da kot nek umetnik se moraš zmeraj spopadati s takimi stvarmi, ko začneš dvomiti v svojo umetnost, ko se ukvarjaš z eno knjigo že 5 let in še kar ni čist do konca napisana in začneš razmišljati, da je to sploh vredno, da kakršne koli objave in pol, recimo, kar naenkrat zasovražiš to svoje delo in pač, ko so neki slabi momenti, razmišljaš, da bi najraje vse sam nekam vrgel in pač nehal to delati, ker je brez veze in tako nobenemu ne bo všeč. Ampak potem so pa pač te drugi momenti, ki je pa pač obratno, ki pa samo pišeš in ti nekaj zelo dobro rata napisati in pol si samo, ko sem jaz, res genij. Hudo. A imaš kakšne tele, ghost reader je pa to? Ti prebere kdo, poda mnenje. Imam ene par prijateljev, ki sem jim do zdaj pač, preden sem stvari izdal, sem jim to pošiljal in so mi dali tudi kakšne zelo koristne uvide v to, tako da meni se zdi, da to je zelo pomembna stvar, ker kot avtor si dostkrat mal preveč samozavesten v svojo sposobnost napisati nekaj dobrega in je fajn slišati kakšno kritiko vsake toliko časa, ker začel sem zelo idealistično s tem pisanjem in sem bil tako pač, jaz sem pisatelj, jaz vem, kaj moram napisati, tudi če kaj ni po teh, smernicah, ki jih načeloma učijo za pisanje knjig, je to zaradi tega, ker sem pač jaz hotel iti out of the box in pač to, kar jaz napišem, to je sveto in zakaj bi mi kdo to popravljal in spreminjal. Ampak pol ugotoviš, da tudi, ko greš ti svoje delo, čez en mesec brati nazaj,
da si pač tako, to pa ni glih dobro bilo, no. Tako da ljudje, te ghost readerji, ki pa to berajo, pa nimajo pač te, ne vem, neke samozagledanosti, ki jo imaš ti kot Pa pisatelj. predsodkov, pa to, ne. Ja, in ti pač povejo, to ni bilo v redu, tukaj, ne vem, je bilo dolg čas, to sploh ne vem, kaj je smisel tega dela. In zato se mi zdi, da je zelo fajn, da se naučiš te stvari poslušati, ne da bi bil tvoj ego zdaj nekaj ranjen zaradi tega, da nisi pač tako, kaj mi zdaj te ljudje govorijo, pojma nimajo, jaz sem pisatelj. Tako da to je mogoče kar, ne vem, nasvet vsakmu, ki bi se pač rad začel ukvarjati s pisanjem, pač, da je treba malo ego glede tega krotiti, pa malo sprejeti uvid drugih ljudi, ker vsem vidijo malo bolj objektivno tvoje delo kot ti sam. A pa si šel na kakšen tečaj pisanja tako v preteklosti? Več ali manj sem te nasvete za pisanje in te stvari črpal iz nekih YouTube videov, ker tam se gor da najdeti zelo veliko koristnih nasvetov. Imaš pač cele kanale, ki se s tem ukvarjajo, tudi posebej za fantasy recimo. In pol imaš recimo te, ne vem, 5 največjih napak, ki jih novi avtorji delajo. Ampak mogoče sem to malo kasneje začel delati, ker dejansko sem začel pisati s tem, da je boljš, da sploh ne vem nič kako, pač veliko knjig sem prebral, tako da bom že znal nekaj napisati, pa ne vem, v gimnaziji pa osnovni šoli prej sem zmeraj pač imel kot nek ta talent za pisanje esejev in sem pač bil zelo tako, jaz vem kako pisati, jaz znam pisati in sem začel pisati in pol s časoma sem šele začel ugotavljati, da bi bilo fajn, če bi kakšno stvar prej pogledal ali pa prebral o tem, kako kakšno stvar napisati, ker bi mi to prehranil zelo veliko nekega popravljanja. Ker jaz sem sploh prvi 2 knjigi sem tako 3-krat od začetka spet napisal, zato ker pač, ko sem prišel do konca, pa sem šel začetek brati, mi je bilo že to toliko slabo, ker sem že toliko napredoval v tem času pisanja, da sem mogel pol še enkrat od začetka pisati. In mogoče, če bi prej se držal nekih teh nasvetov in ne vem, šel mogoče tudi na kakšen tečaj, bi si tega zelo veliko prehranil. Hodim pa zdaj na neko delavnico, ki jo Mladinska knjiga organizira, ki pa dejansko namenjena pisanju fantazijskih romanov in tudi fantazijske in znanstveno-fantastične književnosti. In tam sem tudi že zelo veliko nasvetov dobil dobrih, tudi potem, ko sem že 3 knjige ven dal. Tako da to bi mogoče še ena stvar, ki bi malo drugače naredil, če bi še enkrat šel čez to, da bi že prej se česa tacga začel posluževati. Kolikrat na teden dejansko pišeš? To je spet čisto odvisno. To je velikega pisanja. Zdaj si rekel, da si šel praktično znova pisati tako knjigo, ne? To je pa večkrat na teden, da je reči, zagotovo kaj. Sigurno. 5 od 7 dni, 4. Odvisno, kdaj je pač tudi skoraj vsak dan v tednu, kdaj pa pač sploh nič ne napišem cel teden. Kot sem rekel, pač nimam neke rutine zares, malo je tudi od nekega navdiha odvisno, čeprav navdih je stvar, za katero sem s časoma ugotovil, da je malo overrated, da pač tudi, če ti nimaš navdiha, se moraš samo spraviti pisati in pol nekaj že napišeš in tudi dostkrat se ti odpre, pol, ko se spravaš pisati. Kdaj so pa vsem taki dnevi, no, da tudi če se spravaš, pač ne moreš nič pametnega iz sebe dati ven, napišeš 3 stavke in jih 10-krat okrog obrneš in zbrišeš in pol ugotoviš, da pač, bodi dovolj za tisti dan. Ja, danes ne bo šlo, gremo spat, jutri bo boljš. Tako da je ful odvisen, Nisem glih zelo zgleden glede tega, ker pač, tako ko poslušam nasvete, je ta neka pisateljska rutina kar stvar, ki prav pride. Pa tudi jaz vidim, če tista obdobja, ko sem bolj priden in bolj pogosto pišem in se držim nekega urnika zdaj recimo, veliko več tudi ustvarjam, pa sem veliko bolj noter v temu, kakor pa če en teden nič ne pišem, pa pol pisati traja, da malo noter padeš.
Tako da je pametno imeti to, ampak jaz se tukaj ne držim svojega nasveta. Ej, pa še nekje izstopaš, vsi pisatelji pijejo kavo, ti pa kave ne piješ. Kako to? Mogoče zato, ker, Jakob, kako to? ker nisem maral Cankarja nikoli. Iz protesta. Ne, to je pa ta stvar, ki so mi govorili že skozi, pač v gimnaziji so mi govorili, kako ti ne piješ kave, sej polka boš na faksu, boš pil, pa sem bil na faksu, in sem mi rekel, kako ne piješ kave, mislim, sem 3-krat v življenju jo probal in sem pogruntal, da mi je dobra, sam če dam noter več cukra kot kave. Zato je tudi danes nimamo klepo, no, ne? Moravška studenčenca. Tako je. Kako kot profesor vidiš odnos mladih do branja dan danes? Deva še to pokomentirati. Ja. So posamezniki, ki še kar berejo. Ja. Zelo številčni so, ne? Ja, pač res skoraj jih ni, no. Je pa res, da jaz učim zdaj v gimnaziji, kar pomeni tam od 15 do 19 let, in to je glih najslabše obdobje za te stvari. Pa ne samo za branje, ne samo za književnost, ampak za vso umetnost, z mogoče izjemo nekih filmov pa glasbe, ker recimo tudi v gledališče ne hodijo, kaj je pol še, pač, v galerije tudi ne hodijo, muzeje in tako naprej, tako da v tem nekem obdobju se mi zdi, da jih zgubimo, ker pač v mlajših letih, načeloma, če imajo to srečo, kar sem imel jaz, jim recimo starši berejo stvari, pravljice in tako naprej, in potem pač tudi sami začnejo malo brati zadeve, pol ratajo pač preveč kul za to in nehajo to delati, in pol, če je sreča, ne vem, pol na faksu, ali pa pač kasneje, če ne grejo na faks, začnejo malo nazaj te stvari brati. Tako da to je stvar, ki se meni zdi zelo velika škoda, da do tega pride, zato ker iz teh stvari lahko zelo veliko dobiš, iz branja, iz umetnosti na splošno ti lahko zelo veliko da. In glih v teh letih se mi zdi najbolj rabaš neke te zadeve, ker si pač, ne vem, se iščeš, neko svojo identiteto ustvarjaš, malo si izgubljen, malo ugotavljaš še, kako svet deluje, malo misliš, da veš, kako deluje, ampak pol pogruntaš, da v bistvu nisi imel pojma. In glih v tem obdobju se mi zdi, da knjige, literatura na splošno bi nam zelo veliko lahko dala, če bi jo vzelo v roke. Ja. Jaz mogoče sem imel to srečo, da mi je bilo zmeraj všeč branje, pač ni bilo nikoli obdobja, ki ne bi bil za to sploh zainteresiran, in jaz vem, koliko sem od tega dobil. Zdaj pa, ko opazujem pri teh generacijah, ki so pa več ali manj stvar, ki jo delajo, ne vem, na mesto tega, je pač pol visenje na TikToku ali pa, ne vem, na Instagramu, pa sam swipanje, ne vem, 3 ure skupaj swipajo. Če jih vprašaš, kaj so vmes videli, se mogoče ene stvari spomnejo ali pa še tega ne. In zdaj nočem biti ta ne vem, zamorjen, starejši človek, ki se tako mladina. Ampak je pa to res stvar, ki jo jaz tudi pri sebi opažam. Če pač tudi jaz zapadem kdaj v kakšen tak, ne vem, proces, da pol 1 uro tam swipam in gledam neke naključne stvari. In to dejansko zelo slabo na tvoje možgane, mislim, jaz pri sebi opazim na moje možgane, da to zelo slabo vpliva, ker kar otopijo in pač vse stvari odrinejo stran. In namesto, da bi se pač pol soočil z nekimi, ne vem, težavami ali pa problemi, ki jih imaš v življenju, se samo otopiš in delaš to in je to. Zdaj, če se ti spopadeš z neko knjigo, ki dejansko se dotika te tematike, ne vem, se dotika težav, ki jih imaš ti, boš pa dejansko nekaj na tem naredil in boš lahko šel naprej in boš, ne vem, delal na svoji notranjosti. In
tako se mi vidi, mislim, načeloma je veliko povedanega že bilo o težavah mladih, ki jih imajo zaradi teh socialnih omrežij, ne vem, neka osamljenost, neka ta fear of missing out, to, kad dojemajo življenja drugih ljudi kot veliko lepša in boljša, kot dejansko so, ker pač vsak na socialnih omrežjih objavlja samo najboljše stvari svojega življenja in potem dobijo ljudje, kad pogledajo občutek, kot da imajo vsi drugi super odlična življenja in je pač si ti edini bogi, ki imaš pa tudi težave in se zaradi tega še toliko slabš počutiš. Pa predvsem pri mladih fantih opažam, da imajo pa tudi neko zelo veliko pomanjkanje pozitivnih vzornikov, recimo. Kaj je tudi ena stvar, ki sem jo jaz dobil iz knjig, ne vem, pač recimo Gospodar prstanov, Aragorn je pač zelo pozitiven moški role model, ki pač se mi zdi, da ti lahko zdaj, recimo, čeprav mogoče na prvi pogled ne spada glih v naš prostor in čas, ampak ti pač z nekimi svojimi nazori in s tem, kako funkcionira in kako se obnaša do ljudi okoli sebe, lahko da pač res nek ta... Tako, ja. Fantazija ti na svoj način pomaga razumeti samega sebe in ta svet. In tudi mladi, a ne, bi lahko imeli nekaj od tega, če bi malo več brali. To se mi zdi, da je tudi škoda, ker pač se tako upiramo tej fantaziji in jo imamo za nekaj pač za otroke. Glih zaradi tega, ker raziskujejo v bistvu zelo pomembne teme in pač stvari, ki so dejansko za nas zdaj aktualne, ampak jih sam pač dal neko preobleko, neko pač fantazijsko preobleko, ki je pač meni osebno malo bolj cool, kot pač, da bi zdaj bral o nečem, kar se dogaja v tem svetu, v katerem itak živim. Tako da ja, se mi zdi, da bi res najstniki, če bi se malo bolj potrudili, bi lahko veliko tega dobili. In zdaj recimo, če pogledamo mogoče malo te vzornike še, no, to je stvar, o kateri se veliko govori zadnje čase in ko se tudi jaz z njo soočam in srečujem pač na delu v šoli, je pač to, da fantje zdaj pač seveda posplošujemo spet, ampak večinoma je to res moški problem v teh letih, ker tudi ženske procentualno veliko več berejo, mogoče je tudi to kaj povezano, ne vem, nočem zdaj pač mogoče je kauzalno, mogoče je samo pač ni zares povezano, ampak ne vem, vsi te neki idoli, ki jih imajo, so pač neki zelo plehki ljudje, ki so pač tudi zelo nespoštljivi do svoje okolice, ki promovirajo tudi zelo neke ekstremistične ideje, ne vem, sovraštva do drugačnih, sovraštva do šibkejših in te fante pa vse to ponotranijo in v bistvu mislijo, da če oni bojo taki in bo pa v življenju uspel, ker večinoma pač te njihovi vzorniki so pa tudi zelo bogati in se zelo s tem svojim bogatstvom tam pač razkazujejo in pol pač te fantje začnejo res njih kopirati in se obnašati tako kot oni in to v resničnem življenju potem ne deluje, ker če se boš ti obnašal kot bedak do ljudi, jih boš samo odbil stran in potem pač ratajo zagrenjeni in zaradi tega še bolj poslušajo te vzornike, ki jim pa pač itak pravijo, da je cel svet proti njim in da oni morajo sam zase skrbeti in pač, ne vem, služati denar in se odklopati od te The Matrix. In fantje temu zelo nasedajo in potem pač je samo to začaran krog, ker pač s tem, kaj jih poslušajo, so njihova življenja veliko slabša in se veliko slabše oni počutijo in zato se še bolj tega oklepajo in nikoli ne pogruntajo, da je v bistvu to razlog za to, da pač oni, ne vem, se počutijo tako, kot se počutijo. In zdaj ne vem, kako bi to dosegli, da bi pač jih prisilili, da bi ne bi
temu sledili, ampak da bi vzeli v roke pač neko knjigo, pa mislim, lahko fantazijsko, lahko karkoli drugega. Zdaj se mi zdi, da fantazija ima v tem majčkan prednosti potencialno, ker če recimo gledamo neke videoigre, so vseeno zelo popularne v tej demografiji in dosti se jih tudi dotika nekih teh fantazijskih elementov in zaradi tega se mi zdi, da mogoče bi to bil lahko nek uvod v neko nek portal. Nek portal, nek gateway drug, recimo, ki bi jih odpeljal v nek ta svet književnosti, da bi začeli pol odkrivati, da v bistvu tam je pa so pa veliko bolj pozitivne zadeve in stvari, ki bi se jih iz tam naučili in bi tudi pač pomagale dejansko se soočiti s svojimi težavami, ne jih samo ignorirati, pa ne samo kazati s prstom, kdo je kriv za to in bi pač, ne vem, lahko to malo popravili zadeve zdaj, kako to dosežiti, kako jih prepričati o to. Tja pa še moramo pridati, ne vem. Hvala ti za tole, ful dobro si povedal. No, pa mi ti povej, kdo je pa nate kot avtor ali pa kot lik iz knjig, sej nekaj si jih že omenil, mogoče greva ven iz tega sveta mitologije, kdo je nate pustil en tak velik pečat v vsej tej bogati zgodovini tvojega branja. Ja, seveda. Aragorna sem omenil. Pa potem kakšno knjižno priporočilo, valjda, ne, iz tega seveda, še. Seveda. Ko sem na začetku rekel tudi pač Herkul, recimo, je bil v mojih zelo mladih letih velik vzor. Hočeš biti pač močen in reševati ljudi in jim pomagati in narediti svet boljši. Tako da to je zelo tak neka osnovna stvar, kateri se mi zdi, da se splača stremeti, ker se v bistvu sliši zelo preprosta, pač tako itak vsak naj bi k temu stremel, ampak očitno ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Ja, to je to, te dve osebi bi lahko izpostavil. Ja. Jih je še veliko, ampak zdaj ne pride zares noben na pamet. No. Kaj pa knjiga, tako na splošno? Knjiga, se so lahko različni žanri. Knjige, recimo... Kaj ti zdaj le pridejo na pamet, ker to je malo nehvaležno vprašanje. Ne? Ti si mogel prej narediti seznam, pa tako je tok teh knjig, da je zelo težko, tako da lahko pač... Mislim, mogoče je ena stvar, ki bi jo rekel, ki bi jo priporočil, je, da naj ljudje berejo slovenski fantasy, slovensko fantazijo, da ne bomo se samo mi trudili in izdajali knjig in dajali svoje pač, ne vem, neke krvi in znoja v to, zato da bojo pač ljudje rekli, jaz pač ne berem fantasy, pa ne berem slovenskih knjig, to mi pač ni všeč. Treba je pač to brati in treba je podpirati, da bomo spravili to na nek nivo. Zdaj seveda nobenega ne moreš prisiliti, da bo užival v neki knjigi, ampak dajte vsaj priložnost tem stvarem. Ja, Julijo Lukovnjak sem že omenil. Zdaj, kaj je še kaj takega? Tudi dokaj pred kratkim je izšel nek roman, ki sicer ni tako zdaj 100% fantazijski, je malo mešanica nekega zgodovinskega romana, pa malo fantazije. Moj je naslov Južni viking, Domen Kodrič ga je izdal, tudi to bi priporočil. Zdaj sem glih v procesu branja tega. Tako da zdaj zaenkrat bi njiju 2 izpostavil kot slovenska avtorja. Super. Drugače pa se je treba mal potruditi in poiskati mal te stvari, kot sem rekel, pač ni to zdaj stvar, ki bi jo zelo naprej porivale naše založbe in naši promotori. Niti algoritmi ne. Če posebej algoritmi ne. Tako da mal se je treba tega pač potruditi in to poiskati in ko enkrat to najdeš in začneš brati, se mi zdi, da ugotoviš, da se je zelo splačal malo potruditi in dobiš zelo veliko bogatstvo nazaj za ta tvoj trud.
To Super. bi priporočil. Super, Jakob. Lepo, da si nam mal vrata v ta svet odprl. Povabil na koncu koncev. Ja. Evo še za grand finale, kakšen življenjski citat ga imaš, kakšen ga na lagarju. Življenjski citat? Ja, ali pa kakšno mantro, ki sam se prigovarjaš, da greš lažji skozi neke zagonetke vsak dan in tako naprej. Ta moja mantra je Prešernova. Aha. Vendar peti on ne jenja. To je pač to, kar me žene naprej, recimo, ker razmišljam o tem, ker imamo pač slepje, kdor se s petjem ukvarja, kranjec moj mosle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umr je brez denarja, in pol na koncu ta vendar peti on ne jenja, se pravi, splača se truditi za stvari, v katere verjameš, tudi če se ti zdi, da je pač svet proti tebi in da nič ne boš dosegel, ampak ustvarjati sploh če uživaš v tej stvari, če tebe osebno izpopolnjuje, je to stvar, ki se mi zdi, da bi vsak človek rabil v svojem življenju. No. Zdaj, vsak človek seveda ne more biti avtor fantazijske literature, ampak se mi zdi, da lahko vsak pa najde nekaj, kar mu daje veselje in kar daje njegovemu življenju to dodatno vrednost, ker pač naš svet in naše življenje se na prvi pogled in zdaj, če verjameš algoritmom in tako naprej, zdi zelo tak kaotičen in grozen in pač nek svet, v katerem si ne bi človek zares želel živeti, če bi lahko zbiral, ampak se pa najdejo tudi zelo lepe stvari noter, samo videti jih je treba. Zdaj, že to, kar sem jaz govoril o teh svojih sprehodih, recimo jaz trenutno živim v Šiški, pač v Ljubljani, in imam 5 minut tam do vznožja Šišenskega hriba in če sem samo tja sprehodem in grem pač malo noter v gozd in samo si malo časa vzamem in se razgledam naokrog, pač je res, to je tako lepo, pač sred Ljubljane itak, da ti da to pač nek smisel v tem našem sivem svetu. To je gozdna terapija. Gozdna terapija. Ja. Tako da, mislim, pa zdaj, ne vem, mogoče ni to glih za vse ljudi to, ampak se mi zdi, da vsak lahko v svojem življenju najde nekaj, kar mu da ta občutek. Neko zelo preprosto stvar, ki ga pač navdihne in kar reče, wow, ko je to dobro. In to se mi zdi, da pač jaz recimo to najdem skozi fantasy, drugi ljudje pa skozi kaj drugega in to je pomembno. The best. Ful ti hvala, Jakob, pa obilo sreče in prizadevnosti, a ne, pri nadaljnjem ustvarjanju, pa se ujamemo še kdaj, ne? Najlepša hvala. Hvala tebi. Hvala.